Izvolite. V dnevniku so danes zapisali, da naj bi se Vargara Brezigar pogovarjala z nekaterimi osumljenci. Pa me zanima vaš komentar, ali to pomeni, da je slovenska policija spremljala pogovore generalne državne tožilke? Hvala za vprašanje. Jaz bi rad ne samo vam, ampak tudi ostalim na začetku pojasnil par stvari. Glede na situacijo, oziroma glede na intenzivnost kriminalistične preiskave, ki jo trenutno izvajamo skupaj s finskimi kolegi, morate razumeti, da ne bom moral na tem mestu odgovarjati na konkretna vprašanja oziroma stvari, ki bi lahko otežile samo nadaljevanje kriminalistične preiskave. Lahko samo povem to, da naša, bom rekel, kriminalistična policija sodeluje zelo dobro z finskimi kolegi. Ne nazadnje, tudi ves čas in tudi do tega trenutka lahko zagotavljam, da je sodelovanje z kolegi iz tožilskih vrst v tej zadevi takšno, kot je za pričakovati, se pravi z ene in druge strani. Hvala lepa. Naslednje vprašanje. Miha Žoštop, kako je gospod Brezigarjeva izvedela za to, da so finski preiskovalci poslali spisek telefonskih številk slovenskim preiskovalcem? Poglejte, to je sicer vprašanje, na katerega bi mogla pač dotična oseba odgovoriti. Ne? To vprašanje vam jaz ne moram odgovoriti. Dotična oseba nas je namreč napotila ravno s tem vprašanjem na vas. Ja, kar se tiče tega, da vam poskušam vsaj delno, bom rekel, odgovoriti na to vprašanje, jaz sicer ne morem praktično postaviti odgovor na vprašanje, ali je policija sploh pridobila izpisek oziroma podatke v zvezi njene telefonske številke. Razlog je izključno tisto, kar sem prej omenil, gre za resnične interese kriminalistične preiskave. Tisto, kar lahko pa v nadaljevanju zagotovim, je pa to, da kriminalistična policija, ki se ukvarja z zadevo Patria, deluje izključno samo na podlagi veljavne zakonodaje in na podlagi veljavno pridobljenih odredb. Hvala lepa. Kanal, izvolite. Lahko vsaj potrdite, preiskujete kogarkoli od državnih uradnikov in njihovo morebitno sodelovanje oziroma povezavo s osumljenci preiskave? Gre za kar obsežno, trenutno govorimo o tem času kriminalistično preiskavo, govoriti o konkretnih osumljencih, govoriti o osebah, za katere bi potrjevali povezave tako iz državnih organov, karkoli je dejansko v bistvu v tej fazi resnično preuranjeno. Ne nazadnje, zopet, če bi praktično poskušal na to vprašanje odgovoriti, jaz upam, da me spoštovani kolegi razumete in kolegice, bi lahko dejansko v bistvu resnično otežil delo mojih kolegov, ki se ukvarjajo s to zadevo resnično. Hvala. Lucija Dimnik, iz Dnevnik. Izvolite. Ali z vso svojo odgovornost trdite, da imate tudi za primer generalne državne tožilke Barbare Brezigar, da ste imeli vse potrebne odredbe? Lahko potrdim še enkrat izjavo oziroma odgovor, ki sem ga posredoval kolego, da tisto, kar počnemo v zadevi Patria, temelji zgolj na podlagi veljavno pridobljenih odredb oziroma na podlagi veljavne zakonodaje. Hvala. Radio. Vprašanje Sajdo Slovenija. Menda naj bi se v tej zadevi vidva z gospod Brezigarjevo pogovarjali nedavno, ko je bila tukaj pri vas na obisku, pa me zanima. Lahko potrdite, kako je tudi to, da ste tako vi kot ona bila seznanjena z vsebino, s katero praviloma ne bi smela. Poglejte, lahko potrdim, da smo se tekom prejšnjega tedna z gospod Brezigarjevo dejansko srečala na delovnem sestanku pri njej. Razlog sestanka je bil praktično zaradi tega, ker je oboje stransko bila želja, da se pogovorimo na splošno o stvareh, ki se dotikajo sodelovanja med policijo in tožilstvo. Šlo je za popolnoma delovni obisk, splošno obisk. V tem delovnem obisku ni bilo nikakršnih pritiskov z njene strani do mene ali obratno. Praktično dogovori, ki so bili tukaj sprejeti, so se dotikali predvsem sodelovanja tožilstva pri naših projektih, ki jih pripravljamo, se pravi predvsem pri projektu reorganizacije kriminalistične policije, in to, da sem jaz posedoval pač zaprosilo, da pričakujemo sodelovanje tudi z njihove strani, se pravi o sami vsebini kriminalistične preiskave, ne nazadnje tudi preiskave, ki je vodena na strani tožilstva, o podrobnosti se gospod Brezigar nismo pogovarjala, ker jaz o tej konkretni zadevi z samimi podrobnostmi oziroma vsebino ne želim biti seznanjen, ravno za tega ne, ker želim, da kolegi, ki upravljajo posamezne ukrepe in naloge v okviru zadeve Patria, imajo nemoteno delo. Tisto, kar pa lahko s polno mero odgovornosti zagotavljam, pa je, da ta preiskava mora in bo zaključena tako, kot veleva kriminalistična stroka in pravila igre, in da policija oziroma kriminalistična policija do tega trenutka ima vso avtonomnost, da bo to zadevo zaključila.
konkretno samo o tem, da ste v bistvu pregledovali tudi z njo, preko teh socialnih mrež nista nič govorili? Ničesar. Ko ste samo v bistvu navedel nota, resnično gre za takšne podrobnosti, za katere ne jaz niti gospa Brezigar, govorim sicer za sebe zdaj osebno, praviloma bi bilo resnično malo neumestno, da bi bil seznanjen s takimi podrobnostmi. Hvala. Še kakšno vprašanje? Pop, izvolite. Vse me stvar me zanima, že od začetka izbruha te afere se govori o tem, da bi se na slovenski strani zavirala preiskava. Ali mogoče to, spisek teh telefonskih številk sodi v to kategorijo? Ne, definitivno ne. Tisto, kar sem se jaz želel seznanjati v okviru te preiskave na začetku, je bilo ravno to, da ugotovim, ali so bile resnično kakršnekoli ovire, ki bi vplivali na samo kriminalistično preiskavo. In po zagotovilih naših kriminalistov, ki delajo na tem primeru, in po zagotovilih ne nazadnje tudi strani tožilskih vrst, ki neposredno usmerjajo naše delo, lahko zagotovim, da delo ni bilo na takšen način ovirano, da bi lahko govorilo o kakršnekoli zavirjeno kriminalistične preiskave. Fantje so pa tudi zadovoljni pri svojem delu z tistim delom, ki ga daje tožilstvo, se pravi z samim usmerjanjem. Hvala. Ja, izvolite. Samo Trtnik večer. Ali drži tudi informacije, da bi nekatera dejanja iz te zadeve Patria kmalu zastarala? Poglejte, mi v okviru policije oziroma tistih, ki se ukvarjajo s tem primerom, se bodo potrudili in to jaz tudi njih pričakujem. Ne nazadnje, da bodo vse aktivnosti, ki jih je potrebno še izvesti, storjene v takšnih rokih, da do takšnega primera ne bo prišlo. Se pravi do aprila. Odvisno od vrstne kaznivih dejanj. Hvala. Še kakšno vprašanje? Izvolite. Kot semestra, ste dobili od finske policije prošnjo, da preverite nekatere krize? Na to vprašanje vam ne moram odgovoriti. Lahko še na eno drugo temo v zvezi z polomom v prostore SD, je kaj novega v preiskavi? Trenutno praktično preiskava še poteka. Nekih, bom rekel, ugotovitev, s katerimi praktično že večina od vas razpolaga, policija ne razpolaga trenutno. Okoliko bo pa prišlo do kakršnikoli, bom rekel, bistvenih sprememb v sami preiskavi, vam pa zagotavljam, da vas bomo obvestili. Pa je policija zasegla popisane plakate? To so pa stvari, za katere se morate obrniti na policijsko upravo Ljubljana, ki tudi vodi samo neposredno preiskavo. Ja, bravo. Jaz bi se dano še nazaj na to vprašanje. V bistvu današnja izjava gospod Brezigarjeve temelji v tem, da očitno so podatki o tem prišli z policije in zato nas je tudi napotila tle. Pa me zanima, ko ste v zvezi s tem kakršnokoli notrno preiskavo odredili, ker očitno je pricoglavno z vaše strani. Poglejte, to je njena trditev okrog tega, odkot so uhajali informacije. Jaz zaenkrat ne razpolagam z nobenimi podatki ali indici, ki bi kazali na to, da te informacije so ušle ravno iz naših vrst. Okoliko se bo pač pokazal sum za to, da so te informacije uhajale iz naših vrst, normalno, da v skladu s svojimi pristojnosti bomo ustrezno ukrepali.